Najprej bi povedal eni stvari, o kateri sem razmišljal v zadnjem času, in sicer, da bi s letošnjim šolskim letom, se dejansko tudi šolsko leto, se pravi z s tem majem, ki pride, z zadnjim predavanjem, mislim, da je zdaj 4 leta ali 5, ali ne vem koliko jih pač je, da bi mi zaključili s temi filozofskimi večeri tukaj v Domžalah. Forever, ne samo do septembra, tako da bi bilo tole predzadnje srečanje, predzadnje filozofske večeri. Naslov današnjega srečanja je povezan z dvema besedama. Ena je identiteta, druga je gibanje. Obe besedi sta taki, da ju praktično vsak človek uporablja vedno znova, oziroma ja, tudi če jih ne uporablja, verjame vanjo. Spontano verjame, da so identitete, recimo identitete posameznikov, nekaj, kar človek spontano razume. Če rečemo, da je to ženska, se spontano zdi, da vsi ljudje vedo, na kaj se ta beseda nanaša. Če rečemo kaj drugega, naprimer družina, se tudi zdi, da vsi vedo, kaj to je. In zato se lahko vname tudi kakšen spopad, ali sta dva geja družina ali ne, ali pa dve lezbiki in tako naprej, in tako naprej. Ideja je v resnici in pravzaprav radikalna. Vprašanje namreč je, to je resno vprašanje, ali ljudje res vedo, kaj identitete so. In iz vsakdanjih primerov z lahkoto ugotovimo, da ne vedo. Da domnevajo, da verjamejo, da se jim zdi to zagotovo drži, vedo pa vsekakor ne. In o tem bo tekla beseda. Podobno velja za drugo besedo, gibanje. Spet se človeku spontano zdi, da je na primer z gibanjem povezan čas, da je čas mera gibanja, da vse teče, da se vse spreminja in da tako rekoč ni mogoče ustaviti časa, gibanja in podobno. Zdi se, da je tako. Torej imamo opraviti z dvema besedama in spontanimi domnevami ljudi, da vedo, kaj to je. No, jaz bom poskušal danes dokazati, da ne vedo, ne v prvem primeru in ne v drugem primeru, kaj to je, oziroma o čem govorim. Začnimo z diskurzom, s katerim smo že večkrat začeli te večere, in to je pomembno, kaj ti temeljni diskurs, v katerega ljudje vstopamo spontano, vsak dan je diskurs gospodarja. Ljudje spontano vstopamo v take medsebojne odnose, da so to odnosi nadrejenosti in podrejenosti. In tudi spontano pristajamo, da pač tako je. In včasih tudi skušamo biti pametni in drugega prepričujemo, da na primer drugače ne more biti, ali pa da je že od nekdaj tako. Čeprav ne drži ne prvo in ne drugo. Ampak ljudje vseeno to počnejo. Ne bomo razpravljali o tem, zakaj je diskurs gospodarja tako zelo prevladujoč in zakaj je videti, da ga ljudje še kar sprejemajo. In da so, pravim, celo prepričani in so pripravljeni prepričevati še druge, da je, na primer,
diskurs gospodarja, se pravi razmerja med ljudmi, ki so razmerja nadrejenosti in podrejenosti, da je to del človekove narave. Da je to človekove naravi in da je od nekdaj tako in da seveda, če je v nekem človekovi naravi, da drugače tudi ne more biti. Čeprav nima nobenega resnega dokaza, prvič, da je to v človekovi naravi in drugič, da sploh vedo, kaj je človekova narava. Nimajo. Zdaj, spet imamo opraviti z množico domnev, ki potrjujejo vsaj na videz druge domneve ali pa vsaj na videz izhajajo iz drugih domnev in generirajo nove domneve. Z lahkoto dokažem, da ljudje v glavnem živijo v svetu domnev. Diskurs gospodarja ima izjemno moč, da generira, da ustvarja, nenehno ustvarja to, kar imenujemo avtoriziranje. Avtoriziranje je zelo zanimiva beseda, o kateri treba razmisliti in jo razgraditi, če lahko tako rečem, avtorizirati, dekonstruirati, zato ker je mogoče najpomembnejši dejavnik naših vsakdanjih življenj. Avtoriziranje. Avtoriziranje pomeni najprej to, kar vsak človek spontano čuti na svoji koži čisto vsak dan. Kaj to pomeni? Diskurs gospodarja je tak način medsebojnih odnosov, da se vsakomur spontano zdi, kot da mora nekaj potrjevati. Avtoriziranje je najprej potrjevanje. Od človeka, od ljudi se zato vedno znova, oziroma ves čas, nekaj pričakuje. Tudi če se človek tega ne zaveda, od ljudi se ves čas objektivno pričakuje, da bodo nekaj avtorizirali. Torej, da bodo nekaj potrjevali. In v nekem natančnem smislu gre tudi za to, da se bodo z nečim strinjali. Od ljudi se torej v vsakdanjem življenju nenehno pričakuje, da se bodo z nečim strinjali. In ljudje se skozi vzgojo, skozi razvoj, skozi leta življenja v takem diskurzu tudi naučijo pravil igre. Naučijo se zelo sofisticiranih pravil, kako nekaj avtorizirati. Zapravi, kako se strinjati včasih tudi tako, da bo zgolj videti, kot da se ne strinjajo in da so v resnici kreativni in ustvarjalni in drugačni ali pa celo kritični. Zelo zanimivo je analizirati vedenje ljudi v tistih trenutkih, ko mislijo, da so kritični do nečesa, pa se v resnici zgolj strinjajo in nekaj avtorizirajo. To so zelo subtilni mehanizmi, ki jih ni enostavno prepoznati. Ljudje jih zlepa ne prepoznajo. Zlepa ne. Večina ljudi dolgo časa zlepa ne ugotovi, da nenehno skušajo ustrezati pričakovanjem. Ki so pričakovanja samega diskurza, da ne bo pomote. Ne gre toliko za to, da kdo, se pravi osebe, ljudje, kaj pričakujejo od drugih ljudi. Gre tudi za to, seveda, zagotovo, da gre. Ampak pomembneje je, da so pričakovanja notranja samemu diskurzu. Govorimo o diskurzu gospodarja. To je diskurs, ki pomeni, vedno pomeni, čisto vedno. Odnose nadrejenosti in podrejenosti. Diskurs gospodarja je vedno nekdo nadrejen nekomu drugemu in vedno je nekdo podrejen. Pa če se obema še tako zdi, da ni tako, ali pa da sta enaka, ali pa enakopravna, ali pa enakovredna, ali pa kaj podobnega. Diskurs gospodarja so to samo iluzije, ki so med drugim tudi nujne za delovanje samega diskurza. Avtoriziranje torej.
avtoriziranje pomeni tudi tole. Ko se človek znajde v diskurzu, spet samodejno išče in ponavadi tudi najde razloge za lastno vedenje. Se pravi, najde razloge, ki jih prvenstveno ponuja samemu sebi. Pravi, poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj se jaz obnašam tako kot se. Ljudje spontano iščejo odgovore in jih tudi najdejo. In najdejo najrazličnejše odgovore, zakaj so recimo podrejeni. Bili so v diskurzu gospodarja objektivno podrejeni, tudi če tega ne mislijo, tudi če ne vedo, da so, vendarle so. In enako seveda velja za one druge, ki so nekomu nadrejeni. Tudi oni iščejo razloge in jih tudi najdejo, zakaj so nadrejeni, zakaj se zdi, da so oni superiorni, da so več vredni kot drugi, da so bolj zmogljivi, bolj inteligentni, da so pač nekaj bolj. Drugače ne bi bili nadrejeni, da je to že v njihovi naravi, da imajo stresne gene, da so bili tako vzgojeni, da pripadajo kakšni družbeni skupini, ki ima pač tak status, tak privilegij že nekdaj, da lahko vladajo, da so nadrejeni in tako dalje. Zabavno je, da ljudje to vsak dan na vseh koncih sveta počnejo in ponujajo ne samo sami sebi, ampak tudi drugemu. Razloge, zakaj tako je, zakaj tako mora biti in zakaj se zdi, da je tako pač edino prav in tako dalje. Torej, avtoriziranje pomeni tudi nekaj, kar ljudje ponavadi spontano zamenjajo za razmišljanje. Ljudem se zdi, da razmišljajo, včasih se jim zdi, da celo zelo globoko razmišljajo, zakaj je svet tak, kakršen je, zakaj je diskurs tak, kakršen, zakaj so oni taki, zakaj so nadrejeni taki, ljudje, ki so spodaj, imajo zelo zanimive, to je zanimivo, meni je, mislim, vredno je o tem razmišljati, pa si včasih narediti kakšen seznam, recimo izjav, ki jih ljudje uporabljajo, zakaj se jim spontano zdi, da so oni zgoraj, ne vem, bolj pametni, bolj inteligentni, ali pa da so bolj poklicani za nekaj. To me ljudje zelo radi, nekaj se sklicuje na oblast, praviloma rečejo, oni zgoraj, oni že vejo, ali pa bi morali vedeti, ali pa so dobro plačani, da bi vedeli, ali pa da znajo, ali pa jim je dano, ali pa so, ne vem, si zaslužili, da so zgoraj in tako dalje. Če boste o tem razmišljali, boste videli, da je tem veliko zabavnega. Jaz je tudi veliko tragičnega, ampak vsekakor tudi veliko zabavnega. Ali je v človekovi naravi, oziroma naravi teh ljudi, kako jih opisujete, dejanska želja potem, da razumejo, zakaj se tako obnašajo? Ljudje spontano želijo razumeti lastno vedenje, ja? Spontano. Ampak če dejansko spoznajo osebo, ki drži nek simboli mandata resnice in vidijo, kako je tako, zakaj se potem od njega ne učijo? Ja, to je zdaj že malo bolj zapleteno vprašanje. Ni namreč res, da znotraj diskurza gospodarja ljudje odkrijejo prave razloge, zakaj je tako, kot je. Ker jih iščejo na napačnem kraju. Ljudje na napačnem kraju iščejo odgovore glede lastne identitete, medsebojnih odnosov, nadrejen, spodrejen in tako naprej. Zakaj? Zato, ker ne vejo, da so vpeti v diskurs. Ljudje spontano pojma nimajo, v kaj so vpeti. Ljudje spontano najprej verjamejo, mislijo, zdi se jim, domnevajo, predpostavljajo, da, ker tega tudi ni mogoče kar zlahka opaziti, ne obstaja nikakršen diskurs, obstajajo zgolj posamezniki. Ljudje verjamejo, posameznik verjame zase, da je pač to, kar naprimer on vidi, razume, spoznava, čuti, doživlja in tako dalje. Če rečete človeku kot zastopniku zdravega razuma, da je vpet v diskurs, vas bo debelo gledal, ker ni videti nobenega diskurza. Po svetu hodijo posamezniki, jaz, vi, oni tam zunaj, nobenega diskurza ni. Ljudje gledajo, o čem ta Rutar govori, kakšen diskurs? Kakšen diskurs gospodarja? Nobenega diskurza ni. Oziroma, najprej bi se vprašali, če bi pošteni,
Saj kaj pa tu sploh je? Diskurza ne vidite. Vidite sebe, naprimer, vidite drugega človeka. Seveda imate nekaj malega tudi občutka, idej imate, da vstopate v medsebojne odnose. To ja, če boste rekli, da obstajajo medsebojni odnosi, bodo pa tako rekli, ja, itak. Ampak diskurs je druga beseda za isto. Diskurs je način, kako vstopamo v medsebojne odnose. Ljudje spontano ne zaznajo, kako vstopajo. Oni se samo zavedajo, da vstopajo. Oziroma še bolj natančno, zavedajo se zgolj tega, da so v odnosih. Jaz sem brat od tega človeka, ki je moja sestra. Jaz sem sin te osebe, ki je naprimer moj oče. To vedo, to poznajo. Ne vedo pa, kako vstopajo v odnos. Tega pa ne vedo. Ker za to je treba pa imeti teorijo. Treba imeti koncept. Kar pa pomeni, da treba kakšno knjigo prebrati. Kar pomeni, da treba razmisliti, da bi odgovorili vprašanje, kako. To sta dve različni stvari. Da smo v medsebojnih odnosih, to je konstatacija. Smo. Kako smo? To je pa že zelo zapleteno vprašanje. Ali pa kako vstopimo. Med bratom pa sestrami je na terenu. Ja, spontano vstopata, ja, pravim, to v vsakdanjem življenju velja povsod. Ves čas to velja, ta diskurs je prevladujoč, je najbolj pogost, je daleč najbolj pogost. Zato se ljudem zdi, ker je pač prevladuje, ker so na njega navajeni, kot sem prej rekel, da je od nekdaj tako, da je nujno, da je tako, da je človekovi naravi tako, da drugače ne more biti in tako dalje in tako dalje. Ljudje so pripravljeni v neskončnost razlagati, da je res tako. Čeprav ni. Ni. Nobene nujnosti ni, da bi bilo tako. Nobene nujnosti ni. To je čista arbitrarna, naključna dejavnost, če lahko to rečem, diskurs gospodarja. Pa vendar prevladuje. Zato je tako pomembno se spraševati, zakaj prevladuje, če obstajajo še drugi diskurzi. Zakaj niso enako pogosti, ali pa celo bolj pogosti od tega? Zakaj ta prevladuje? In zakaj ljudje spontano verjamejo, naprimer, če jim govorite, kaj sem o komunizmu, ali pa o egalitarnosti, do tja bomo že prišli danes, če tem govorite, vas takoj zavrnejo, spontano vas takoj zavrnejo, da to so zgolj utopične ideje, da to je že zgodovina zdavnaj dokazala, da se je Marx motil in da se ljudje od nekdaj pobijajo med sabo, da od nekdaj eni kradajo drugim in smo že noter. Z ljudmi se tako rekoč ne morete resno pogovarjati o čem drugem kot o tem. Ker so tako močno prepričani, da itak nič drugega ni. Prosim. Če bi človeka nazaj postavil tisto prav zgodovinsko situacijo, ki bi se mogel resnično še bojevati vsak dan posebej za vlastno postoj, ali bi se to isto dogajalo? Saj se tudi je. To, o čemer zdaj govorim, kakorkoli daleč v zgodovino boste šli v svojih mislih, boste videli enako. In zdelo se vam bo enako. To je zelo pomembno. Boste videli kasneje, zakaj je to zelo pomembno. Še enkrat poudarjam, ljudem se spontano, samo od sebe zdi, da tako je in da je vedno tako bilo. In praviloma se s tem tudi zadovoljijo. In kot sem že prej poudaril, bistveni sestavni del diskurza je avtoriziranje. Se pravi, ljudje znotraj diskurza mislijo, da sami iščejo odgovore na ta vprašanja, v resnici pa ni tako. Niso oni tisti, ki so začeli z iskanjem. Diskurs sam je tak, da deluje na nje tako, da iščejo, razmišljajo, razglabljajo, razpravljajo, se prepričujejo in tako dalje in tako dalje. Torej, ves čas vedno znova v takem diskurzu že so in ne vidijo ničesar razen tega. To je ravno tako kot riba, ki od samega spočetja plava v oceanu in za njo obstaja zgolj ta ocean in nič drugega. Nikoli ni bila zunaj tega oceana, nobene ideje nima, da obstaja kaj zunaj tega oceana, da obstaja kopno, da obstaja drug planet, da obstaja drugo vesolje zaradi mene. Za njo obstaja ta ocean in pika. In za njo obstaja samo to, kar se spontano znotraj tega oceana pač ponuja v zaznavanje,
kaj drugega itak riba ne zna niti, ne zna misliti, ampak zaznava pa, in odziva se tudi, beži pred predatorji in poskuša sama pojesti kakšno hrano, zato da preživi, vse to spontano počne. Ampak pomembno je, da nikoli ne pride do ideje, da obstaja še kaj drugega kot ta ocean in da obstaja še kakšno drugo vedenje, kot je to, ki ga že od začetka pač spontano izvaja, če lahko rečem. Ok. In če bi riba kaj takega rekla, bi seveda se z njo z lahkoto strinjali in bi rekli, boga riba, ona itak ne zna kaj drugega, nima dovolj nevronov, da bi lahko mislila, ni sposobna za transcendenco, za metafiziko in od ribe se kaj drugega tudi ne pričakuje. Zato se z ribami ne prepiramo, ali je res tako, kot one mislijo, ali ni. Ok. Lahko bi se pa recimo prepirali sam med sabo. Ljudje bi se pa lahko. Zakaj? Zdaj pa se bomo prestavili nekam drugam. Iz tega diskurza, v katerega smo spontano potopljeni in počnemo to, kar se nam zdi, da je itak nujno, da počnemo. Samo premaknili nekam drugam. In sicer bomo izhajali iz nekega aksioma. Izhajamo iz nekega aksioma. Aksiom je, da je človek zmožen misliti in da je misel po definiciji egalitarna. Bomo povedali. Bomo vse povedali. Da je misel, razmišljanje samo po sebi nujno egalitarno in da je to univerzalno res. In tako imamo zelo zanimivo situacijo v vsakdanjem življenju, zelo zanimivo situacijo. Prevladujoči diskurs, ki ni egalitaren, ker je, kot smo rekli, diskurs nadrejenosti in podrejenosti. Okay? In imamo nekaj, kar je aksiom, kar je univerzalna resnica, kar velja za čisto vsakega človeka, namreč prvič, da je zmožen misliti, da je to bistveno za njega, da misli in da je misel egalitarna. Konflikt med enim in drugim je v resnici izjemen in je katastrofalen. Konflikt je katastrofalen. Kaj ti? Če gremo nazaj. Vsi imate izkušnjo, brez izjeme. In ta izkušnja se vedno znova ponovi. Da, znotraj diskurza gospodarja, v katerem se spontano znajdete, vedno znova vsako jutro, nihče od vas sistematično ne pričakuje, da boste mislili. V vaših vsedanjih življenjih vas tega nihče ne pričakuje. Sistematično, zagotovo ne. Mogoče sem pa tja, mogoče tudi sami sem pa tja, ampak sistematično pa ne. Zakaj? Ker je to logično. Diskurs gospodarja, razmišljanja, ki je po definiciji egalitarno, ne prenese. Ker je to logično, da ga ne prenese. Kaj ti misel blokira diskurs gospodarja. Ga preprečuje. Ga onemogoča. Ljudje, ki mislijo, ipso facto ne pristajajo na nikakršen odnos nadrejenosti in podrejenosti. Pravi, človek, ko misli v tistem trenutku empirično, že ni del diskurza gospodarja. Objektivno ni del. In predstavlja nekaj, česar diskurs ne more prebaviti. Zato so, in o tem smo tukaj že veliko govorili, Sokrata obsodili, Giordano Bruno je zagorel na grmadi, Jezusa so prebili na križ in td. Vedno znova. Diskurs gospodarja ima neskončno izjemno prefinjenih oblik, načinov, postopkov, procedur, kako izločiti vsakogar, ki bi mislil. In to se dogaja vsak dan, na vseh koncih sveta. To trditev lahko preverite
jutri zjutraj zaradi mene, ali pa danes zvečer, ali pa kadarkoli, in boste videli, da drži kot pribito. Ne glede na to, kje ste. V vsakem diskurzu gospodarja je tako, da se pričakuje od posameznikov, ni važno, ali so na eni poziciji, ali pa na drugi, so gospodarja pa so hlapci, se pričakuje avtoriziranje česa, ja, lastnih pozicij od hlapcev se pričakuje, da bodo sami avtorizirali svojo hlapčevsko pozicijo. Danes imate nad seboj nobenega gospodarja, ki to od vas terja, ker to sami terjate spontano od sebe. Vi se sami spontano cenzurirate. Raj tih pot, tole raj ne povedati, da te ne bo slišal, ker imaš lahko take posledice. In seveda, velikokrat je to objektivno čisto v redu, da to naredite, ker ne želite izgubiti službe, ker ne želite, da vas vržejo iz šole, ker ne želite, da izgubite status študenta, ker ne želite žblja stvari. Zato se cenzurirate sami sebe in se avtorizirate kot, naprimer, hlapci, če ste na položaju hlapca. In sami sebe preprečujete, da je tako čisto v redu, da je tako prav in da tudi drugi ljudje to delajo in da je nekdaj že tako in tako naprej, da bo tudi jutri tako in pojutrišnjem nič drugače in čez 100.000 let bo enako. In enako velja za gospostvene pozicije, tudi torej ljudi, ki zastopajo gospostvene pozicije, se enako pričakuje avtoriziranje njihovega gospostva. Zato je včasih prav zabavno opazovati, recimo, ko se kdo povspe na tako pozicijo, gospostveno pozicijo. Naslednje jutro je že ovenčan z vsemi simboli tega gospostvenega položaja. Poglejte, kdaj naše parlamentarce. Boste videli, kako prav tekmuje, kjer bom imel večjo uro, ali pa bolj športno, ali pa da sem bolj videl, da je Rolex, ali pa kaj takega. Ampak kako so vsi enako oblečeni? Vse imajo različne kravate, gotovo da imajo, pa vse jih pa imajo. Čeprav nikjer ne piše, da mora biti. Nikjer ne piše, da mora biti. Pa vsi imajo. To je šele ta pravo gospodstvo. Ko nihče nikomor nič ne ukazuje, pa se vsi enako obnašajo. Zakaj? Logično. Zato, ker vsak od njih, kot sem že stokrat danes rekel, pa bom še, spontano avtorizira samega sebe. Zdaj, zdaj sem pa jaz na oblastni poziciji, kako se moram že obnašati? Najprej moram, ne vem, un avto, ki je iz nižjega razreda, zamenjati za uno, ki je iz višjega. Ljudem se to spontano zdi, da jim pritiče, kot se reče. Jaz to moram imeti, potem moram imeti uno ta veliko uro, recimo, ali pa kakšne lakaste čevlje, ali pa se to prav zabavno opazuje, pa se to lahko vsak ne opazuje. Kaj vse je treba imeti in potem vse to tudi imajo, vključno z tako plačo, ki ne sme biti. Recimo tudi, če gledate po televiziji, kako ljudje sami rečejo, pa to slišite ziljonkrat. Pa vprašanje, če vas kaj vznemirja, mogoče vas, ali pa čez nekaj časa vas ne več. Namreč, ljudje rečejo zelo radi tudi, naprimer tale banka, neka DUTB, neka slaba pokvarja, kakšna že, neka banka je. Tam morajo biti strokovnjaki plačani, ne vem koliko, 20.000 evrov na uro ali na minuto, ne kva že. Zakaj že? Če ne bojo pobegnili, kam džunglo, se naj pobegnejo, to so zabavne stvari, zato tudi zdaj seveda, vem, da je na mesec, ampak fajn je te stvari mačkim vzeti s kančkem ironije, ker če ne spravi to v bub. Treba imeti distanco do tega, to že zdrava pamet nam veleva, da to hranimo svoje duševno zdravje, pa še fizično zdravje, telesno zdravje. Torej, zabavno je opazovati, čeprav je hkrati tudi tragično, kako ljudje avtorizirajo lastne pozicije. Zdaj, avtoriziranje pomeni tudi, da o tem, kar se vam dogaja, nikoli ne razmišljate resno. Tudi, če poskušate razmišljati. Praviloma ne razmišljate resno razmišljate. Zdaj pa ne govorimo o domnevah, o mnenjih, o fikcijah, o iluzijah in tako dalje. Zdaj pa govorimo o razmišljanju. Recimo ste bili na enem filozofskem večeru in ste rekli, zdaj, tam smo slišali, da je to dobro, da človek razmišlja, fajn, da bo pa razmišljal, vzamete to zares, zakaj vam ne bi, vzamete zares in rečete, fajn, evo, od jutri naprej začnemo.
Ne bomo, danes gremo domov, bomo šli spat, od jutri pa zaprmej. Bomo vzeli recimo rutarja za res in bomo rekel tako. Jaz sem za misleče bitje, torej sem tudi obnašal kot misleče bitje. Tako kot lahko riba zase reče, jaz sem riba, v naravi ribe je, da plava, torej bom plavala. Od jutri naprej zagotovo in se ne pusti več prepričati, da ni to v moji naravi in da bi morala kaj drugega početi. Okay. In tudi če pridete v skušnjavo, da to naredite, tudi če pridete, vse v glavno ne pridete, ampak tudi če bi, kaj se bo najprej zgodilo? Po 5 minutah boste ugotovili, ups, tole pa ni prav fajn za me. Prvič, ljudje nas bodo debelo gledali in rekli, ti kaj pa počneš? Boste videli, kot mislim. In se bodo začeli norčevati iz vas. Kaj? Kako mi? Nas so včasih zmerjali tako, se spomnim v šoli, nas je ena profesorica bila, nas je zmerjala tako, če nisi vedel, recimo si me vprašal pred tablo, pa nič čisto pojma nisi imel v resnici. Zdaj, kako se izvleči iz te situacije? Kaj nakladati začneš? Nakladati. Jaz se spomnim enega sošolca, ki je bil vprašan nekaj v zvezi z romantiko. Pojma ni imel, kaj je, poskušal pa biti pameten. Poskušal je, to so zanimivi poskusi. Poskusiti razmišljati. Romantika, roman. Ampak to, kakšno zvezo z romani. Njemu se je zdel, wow, siguren bo, in če že nimam kaj drugega povedati, da vsaj ustvarim vtis, da morebiti pa nekaj vem, in strahiko izstopa. Romantika je obdobje, v katerem so pisali romane. Razred v smeh in učilice skoraj pobrali. Zdaj, vi norčujete iz mene, so še rekli. Ampak ne, gre za resen, ta pravzaprav resen ni bil, ampak ajde, nekaj pa vse probaš. Ne gre. Ne gre. In ne bo šlo, ker ni predvideno, ko človek resno razmišlja, o čemerkoli že, vseeno o čem, to ni avtoriziranje ničesar. Zato je v diskurzu gospodarja toliko še enih izkušenj, ki jih imate tudi vsi po vrsti. In to so izkušnje, kaj ne šteje nič. V diskurzu gospodarja vsake možne oblike diskurza gospodarja je natančno določeno, kaj šteje, kaj je vredno, kaj ima vrednost in kaj ne šteje nič. Ljudem se zato spontano zdi, da recimo filozofiranje ne šteje nič. In se tudi kot to obnašajo. Zato se jaz mene sprašujem, zakaj je vse tle toliko. Odkot ste, da bi bilo na celi zemlji toliko, ok, to kupim, ampak se pa sami državljati. Je pa, to je zanimivo. Toliko bolje se meni postavlja vprašanje, da nas je toliko, pa pravite, da ne boste imeli več drugo leto. To je vprašanje. To je dobro vprašanje, ja? Tega pa ne moram razumeti. Fajn. Končno se, koliko je traja? Pol ure. Super, no? K temu se še vrnemo. Tega pa ne moram razumeti. Fajn. Pol ure ste rabili, ampak hvala lepa, pravim, se vrnemo. Se razmišljali smo, sami smo na glas povedali. Ok, v redu, tudi to kupim, prav. Saj nikogar ne presojim, ne vrednotim. Torej, natančno je določeno, kaj šteje in kaj ne šteje. Ali pa, kaj šteje veliko, ali pa kaj šteje največ, vseeno. In kaj šteje malo ali pa nič. In greste lahko po, skoraj bi rekel, po letnikih, ko smo mi otroci, naprimer, je bilo absolutno vredno samo fizično delo. Bog vari, da si takrat razmišljal, da bo šel študirati, psihologijo, tako kot jaz. Kaj pa delajo psihologi? Oni sploh nič ne delajo. Da si govorijo kar neki. Ker je veljalo, da dela, sosedov mizaro, pa dela. In ko nekaj časa nekaj dela, je na koncu tudi en izdelek. Recimo miza. Zato se tudi imenuje mizar. Psiholog pa nič, so še slabši s filozofi, še slabši. In tako dalje, v vsakem obdobju, v vsakem diskurzu
na vsakem kraju, povsod, v vsaki inštituciji, v vsaki družini. Skratka, dobesedno povsod. Ljudje natančno vejo, kaj je vredno, kaj šteje in kaj ne šteje. In seveda se spretno izogibajo temu slednjemu, se noben neumen, ljudje niso neumni. To, da ne mislijo res, ampak niso pa neumni. So samo prestrašeni. V glavnem so samo prestrašeni. Ali pa tudi preračunljivi so, zakaj pa ne? Preračunljivi so rečejo, ok, to ne bomo, kaj pa je vredno? Danes recimo, mene to prav zabava. Veste, kaj je ena najbolj pogoja, mene zbira, kar prav zvije me od smeha, zdaj me bo zdaj tudi pogoja. Če opazujete, če se spomnite recimo 10 let nazaj, ko te fraze ni uporabljal nobeden, ali pa dober, mogoče eden, ali pa dva. Zdaj jo uporabljajo pravzaprav skoraj vsi na vsakem koraku in to je dodajanje vrednosti. To je prav neverjetno. Ja, kaj bo pa dodana vrednost? Koga? Ampak to ves čas, to je lep primer, kako se recimo v diskurs, kako se diskurs spremeni tako, da se spet, in to je res osupljivo. In to treba vedno znova poudariti. Kako se ljudem nenadoma čez noč zdi popolnoma sprejemljivo, popolnoma logično in smiselno in uporabno in koristno in dobro in pametno in inteligentno, kar hočete, da uporabljajo frazo, pojma nimajo v njej. Ampak zdaj se jim fajn zveni, tako fancy beseda. Kaj pa zdaj delate? Dodajamo vrednost. Ok, kje se pa to? In seveda, vsaka raba tega, kar je vredno, zelo te določenega diskurza, ali pa vsaka raba tega, kar šteje, najprej sproža empirične učinke, ki so taki, da je diskurs še bolj trden, kot je bil prej, in da se od ljudi še več kot prej pričakuje, da bodo avtorizirali to, kar itak že ves čas počnejo. Diskurs dejansko deluje v spirali, v krogu, v elipsi, meni vse in kako, v glavnem vrti se. Ves čas se vrti in ves čas se utrjuje isto, ne da bi ljudje opazili, da se utrjuje isto, celo nasprotno, zlasti v sodobnih časih je to zelo očitno, ljudje imajo spet spontano občutek, da napredujejo. Tisto vsakem pogledu svet vi še napredujemo. In pa jih vprašate, ok, kam pa, na primer? Pojma ima spet zaseda, ti pa ti bo tis filozof, pojma nimaš, mi že vemo, ne pojma nimate, ne veste, kam napredujete, je pa ne, da se vam zdi. Jaz tega nisem rekel, da se ljudem ne zdi, zato več čas ponavljam, da se jim zdi. In tudi znajo izmeriti napredek. Vse ljudje nam znajo povedati, lani sem imel na računu 1 milijon evrov, zdaj imam pa 2. To je očitno napredek, 2-krat več kot prej, ali pa kaj podobnega. Se pravi, rad bi poudaril samo to, kako znotraj diskurza ljudje spontano znajo postati hlapci, najti razloge, da so to še naprej in kako postajajo gospodarji in postajajo prepričani, da so res gospodarji, da je v njihovi naravi nekaj gospodstvenega. Medtem, ko je nujno zaradi tega, misli je vedno malo. Vedno je bilo malo in tudi sedaj je misli, resnične misli, resne misli, rigorozne misli, zelo malo. Mogoče se celo približujemo časom, ko bi lahko skoraj v celoti izginila. Zato, ker danes, morda bolj kot v preteklosti, že otroci, na primer, v vrtcih, v šolah, študenti kasneje in tako dalje, nujno spet, po nujnosti, ne zato, ker so oni zlobni pa pokvarjeni, ampak ker je diskurs tak, pristajajo na to, da je pomembno, da šteje. Če imate v življenju ideje, to sprejmejo. Ideje, to je fajn, to je cool, to je dobro imeti. Ideje, ampak takoj dodajo, oziroma sprejmejo eno drugo sintagmo, ki je prave ideje. Obstaja celo oddaja na televiziji, vem, da obstaja, zagotovo obstaja. Prava ideja. Zbravi, obstaja cela vrsta idej, ki niso prave, in obstaja ene, ki so prave.
In vedno vsi veste, katere so ta prave. Prave so tiste, ki vam prinesejo cash, ki vam prinesejo profit, ki vam pomagajo, da ustvarite podjetje, da se zaposlite in tako naprej. In seveda to je videti z očmi zdravega razuma krasno. Dodana vrednost. Seveda, dodajate vrednost. Ne? In nihče pravzaprav ne razmišlja, da je v tem karkoli spornega. Skoraj, ali pa ne, skoraj nihče. Ker se spet, ne, zdi, govorimo o fenomenologiji, ves čas zdaj govorim o fenomenologiji, govorim namreč o tem, kako se ljudem spontano pojavlja realnost. Kako ljudje spontano zaznavajo, čutijo, izkušajo, razlagajo, interpretirajo realnost. To so resne zadeve, to ni, rekel, igra, ne? To ni nekaj, kar bi recimo ljudem učitali češ, da so, kot sem prej rekel, recimo, da so neumni ali pa da... Ne, to so zelo resne zadeve. Zbravi, realnost, in tudi o tem je zelo težko razmišljati, realnost je, torej se pojavlja, ljudem se pojavlja. Spontano se jim pojavlja skozi možgane, skozi senzorični aparat in tako dalje, se jim pojavlja. In ljudje, tako rekoč, nimajo nobenega resnega razloga, da bi si postavili elementarno filozofsko vprašanje. Ali je nujno, da se nam realnost pojavlja na ta način, imenujemo ga X, ne pa na nek drug način? Tega elementarnega vprašanja si večina ljudi v svojem življenju ne postavi. Ali obstaja nujnost, da zaznavam, odprem oči, zaznavam realnost tako kot jo? Ali je nujno, da je tako zaznavam? Seveda, odgovor je že vnaprej znan, ne, ni, nobene nujnosti ni. Ampak niti do tega vprašanja praviloma ljudje ne pridejo. Kaj ti spet, ne? Če bi prišli, ampak to resno, resno si zastavimo to vprašanje in tudi resno odgovorimo. Kaj ugotovimo? Če začnemo resno spraševati, sami sebe, na primer, spraševati, ali obstaja kakršnakoli nujnost, da se nam realnost pojavlja tako, kot se nam. Bi najprej ugotovili, zagotovo bi, 100%. To lahko naredite, tak mentalni eksperiment, ne da bi tvegali, da bo to služba zgubila, pa da to naredite v tišini, v samoti, ne da bi kdo to opazil, samo prečekirate realnost, pa nikomu nič ne rečete. Kaj je najprej opazite, ko se resno lotite zaznavanja realnosti? A veste, kaj najprej opazite? Da je nekonsistentna. Da je nekonsistentna, kar pomeni, da je taka, da se, ne samo da se spreminja, ampak da se spreminja tako, da je v bistvu kontradiktorna sama seboj. Vedno znova z lahkoto opazite, kako se recimo ljudje ne držijo tistega, o čemer govorijo, pa ne mislijo zdaj, da so cinični. Ne, govorim o resnih ljudeh, ki resnično, avtentično, pristno verjamejo, da je tisto, kar počnejo recimo v svojem življenju, dobro. Ne? Ok. Z lahkoto opazimo, kako, seveda se to je logično, se ne more drugače biti pravzaprav. Problem je samo, ker to tajimo. Praviloma mi tajimo lastne nekonsistentnosti. Zadnji si pa čist drugače gora, pa eno si rekel nekaj drugo, danes si pa čist drugače kot pa zdaj imaš te vrednote, zadnji si imel pa ene druge vrednote, pa zdaj imaš tak besedne razred. Nekonsistentni smo. Realno sama je nekonsistentna. To je to miselno razklada. Je, ja. Pač razcepljena je, ne? In ima vedno znova pojavne oblike. Teh pojavnih oblik je tako veliko, da jih tudi ne moramo čekirati, ne moramo ugotoviti, ali je vse, kar počnemo, res skladno z nekimi principi ali pa aksiomi, iz katerih izhaja. Ne moramo tega narediti. Ne moramo, ampak veliko bi že naredili, če bi sami sebi, pa mogoče še drugim, priznali, da je realnost nekonsistentna, da smo mi nekonsistentni, da smo ujeti v kontradikcije, da smo ujeti v notranje razcepljenosti, da to ni naša krivda, da zaradi tega nismo slabi ljudje, da z nami nič narobe, ker je realnost sama taka in nikoli ne bo drugačna. In kaj spontano spet sledi iz takega spoznanja? Ja, večja tolerantnost, večja naklonjenost do drugih ljudi, pa do samih sebe tudi. Ljudje znajo biti blazno neusmiljeni tudi sami za sebe.
zelo neusmiljeni znajo biti, češ, da so neumni, da niso tega, da neumno, pa je to slovo, drugi pa še plivajo, radi pa, ne. Torej, vidimo, da v trenutku, ko začnemo resno razmišljati o realnosti, že potrjujemo začetni aksiom. Prvič, da smo zmožni za razmišljanje in drugič, da je misel egalitarna sama po sebi. Egalitarna pa pomeni najprej, da ne prenese, dobesedno ne prenese razmeri nadrejenosti in podrejenosti. Ker v trenutku, ko se pojavijo razmerja nadrejenosti in podrejenosti, o tem smo začeli danes govoriti, misel ni več možna, ker jo, rekel, onemogoča to, kar imenujemo avtoriziranje. Avtoriziranje je, in seveda domneva avtoriziranja je tudi, da bo človek konsistenten sam s seboj. Se pravi, je nemogoča. Avtoriziranje realnosti je nemogoče. Se pravi, gre za nek imperativ, za neko zahtevo, ki ljudje sploh ustreči ne morejo. Prevelika je in seveda ni, rekel, na nek način, z vidika torej, delovanja samega diskurza gospodstva je to tudi dobro, ker se potem ljudje trudijo in trudijo in trudijo in trudijo in uboga in uboga in uboga in še bolj uboga in so še bolj pridni, še bolj pridni, še bolj delovni in še bolj se trudijo, da bi zadostili tem imperativom in tako v slabo neskončnost. Zato se diskurzi gospodstva nenehno z lahkoto, z neverjetno lahkoto obnavljajo. Ker se ljudje nenehno trudijo, da bi ustregli pričakovanjem, avtoriziranju, da bodo vredni, da bodo počeli tisto, kar šteje in da ne bodo počeli tistega, kar ne šteje. In to ni vnaprej določeno, ni enoznačno določeno, ni vedno isto. To se nenehno spreminja. In ljudje to zaznajo, so dovolj občutljivi, da zaznavajo, kaj šteje danes, kaj je štelo jutri, včeraj, ali pa kaj bo jutri, se ni pomembno. In se skozi spreminjajo, skozi se prilagajajo, da bi bili na ravni tega imperativa, ki je inherenten samemu diskurzu in nikoli mu ne morejo ustreči. Zato seveda, in to ni nepomembno, tudi čisto recimo psihološko, so tudi bolj ali manj nezadovoljni. Ker ne morejo ustreči, vse se trudijo. Samo rečem, človek je prav fajn je, prej, ki si rekel, recimo, kako so te vrednote se spreminjajo, včasih če šel v psihologijo, kaj pa delajo, pa to. Tako da sem že zelo, zelo dolg nazaj, temo Joko Hiš, Takašit. Nekaj smo se tam pogovarjali, pa je prišlo beseda na jogije. Jo, prav, vsi oni pa nič ne delajo. Ne pa on, ker razgledan, pa kar pameten po svoje, isto rekel za molivce, pa karkoli, nič ne delajo. Pa je deleč od tega. Tako je. Deleč od tega. In mu ni bilo jasno. Ja, in mu tudi ne more biti. Znotraj diskurza že ne. Tole, kar mi tukaj počnemo, naprimer, filozofski večeri, že po svoji formi, že samo dejstvo, da se dogajajo, da se začnejo ob 7, že samo to empirično dejstvo nas potiska iz diskurzov gospodarja, v kateri smo sicer vključili. Samo empirično dejstvo, da smo tukaj, to potrjuje. To je osupljivo, veste, na dolge proge. V nekem smislu, pravzaprav ni treba nič kaj dosti narediti. Ni treba nič kaj dosti narediti, takoj. Kajti, če si predstavljamo vse te imperative, vse te zahteve, pričakovanja, avtorizacijo, je za vsak diskurs gospodstva traumatično že to, da recimo ne, da človek, ne vem, vzame helebardo v roke, pa gre na ulico ali pa kalašnikov, ko jim gre streljati ljudi. Ne, zadošča, da reče samemu sebi, naprimer, jaz pa tega ne bom več počel. Vsak diskurs gospodstva se je, ko se je, v preteklosti ustavil takrat, ko je dovolj ljudi preprosto reklo, ne bomo več. Ni treba nič drugega narediti, ker se diskurs ustavi. Diskurs potrebuje našo frenetično aktivnost. To, s čimer se ljudje včasih
vsaj zdi se, no, da se celo hvalijo, ne, ko reče, naprimer, da nimajo nikoli časa, da so zelo dinamični, aktivni in da ves čas nekaj počnejo, je pravzaprav čisti konformizem. Ne. To je čisto hlapčevanje diskurzov. Ampak ljudem se zdi, ne, koliko veliko naredijo, koliko so pridni, koliko so delani, koliko so strani. Vse v nekem smislu so. Samo je treba zgodbo do konca povedati. Vse to so za koga ali pa za kaj. In odgovor je samo eden, za diskurz. S tem, ne da bi vedeli. In spet, ne vrednotimo, ne trdimo, da so te slabi ali pa pokvarjeni ljudje, ker niso. Lahko da kakšen je, ampak večina pa ne. Pa ni taka. S tem dejansko, bolj ko se trudijo, bolj ko hitijo, bolj ko so dinamični, bolj ko so aktivni, bolj prispevajo, da diskurs smutli teče. Brezhibno teče. In ga utrjujejo. Ali nekdo, ti si voda? Kljub temu, da ste rekel, da že sam s tem, ker smo tukaj, da silimo to, da nismo več v tem diskurzu. V sili, ja? Ja, na sili, ja. Ampak še vedno smo v tem, zaradi tega, ker smo vi predavate, imamo pa dejanskih diskurzov, pravimo besede. V nekem smislu imaš prav, ja, imaš. V enem smislu imaš prav in to je tudi povezano s tem, kar je prej gospa rekla, ne, ali kar sem jaz rekel na to, kar je ona rekla, da je pol ure trajalo, da se je nekdo recimo oglasil in nekaj rekel. Seveda, zdaj, bilo bi nemogoče izpeljati, recimo tak večer tako, da bi nas tukaj zdaj, jaz ne vem, šblja, ne, da bi vsi govorili. Rekel, ne moramo samo Rutar govoriti, mi bi tudi, ne, pol pač nastane totaln kaos, ne, ni kaos, ampak zmeda nastane. Ampak sej, v tem ni nobenega resnega problema, ker na nek način empirično, pa seveda filozofski večer moramo izpeljati. Seveda obstajajo tudi drugi načini. Ampak to je že povezano s tem, zakaj sem prej rekel, da bomo nehali, ne. Okay. Obstajajo tudi načini. Bolj pomembno kot to je pa nekaj drugega, če mene vprašate. Namreč, ko bo ura 8:30 in bomo odšli vsak pač na svoj konc, ne, bi se lahko zgodilo to, kar v filozofiji imenujemo generičnost. Ali pa še bolj natančno, koncept je Bourdieujev, generično grupiranje. Obstaja torej filozofski koncept, avtor je Alain Bourdieu, to je generično grupiranje. Kaj pa to pomeni, če se kar temu obrnemo za to, da bi recimo odgovoril na tvoj komentar. Generično grupiranje, kaj to pomeni? Pomeni dvoje. Prvič, beseda že sama pove grupiranje, pomeni, da se nekaj povezuje med seboj. Da se nekaj povezuje med seboj je lahko v tem strogem pomenu besedo, s katerim se ukvarjamo tukaj, že revolucionarno. Grupiranje, o katerem zdaj govorim, ne, bi pomenilo tole. Ko, recimo tega filozofskega večera konec, vsak gre na svoj konc, ampak vsak na svojem koncu, med svojimi ljudmi, s katerimi se druži in tako dalje, počne isto, kar je pač moj privilegij tukaj. Moj privilegij tukaj ni, to sem že večkrat omenil, moj privilegij ni, da zdaj jaz vam, ne vem, solim pamet, vas poučujem in se grem tukaj nekega učitelja, kaj takega, ker nisem nič od tega. Jaz sem a storyteller. Moj privilegij tukaj je, da mi je dovoljeno misliti. In vsakdo od vas si ta privilegij lahko vzame v svojem okolju. Kaj vam pa to preprečuje? Da reče, ok, zdaj je sicer Rutar razmišljal, naj mu bo, redo, to je njegov privilegij, prav, zdaj, ne, po 8:30, bom pa jaz na svoj račun prišel. Kje? Zaradi mene lahko tudi tukaj, če Luka za. Ali pa kje drugje, pač tam, kjer živite, naprimer, ali pa tam, kjer delate, ali pa pač tam, kjer se gibljate. Ne? In to je pa lahko zelo nevarno početje, ker pomeni grupiranje. Ne? Na različnih koncih sveta, lahko tudi v istem času, pa ni nujno, da v istem. Ne? Različni ljudje počnejo nekaj, kar ima univerzalno vrednost, ki izhaja iz spoznanja, oziroma iz aksioma, ki sem ga postavil, da je razmišljanje samo po sebi egalitarno, kar pomeni, da nenadoma na različnih koncih sveta, naprimer ob približno istem času zaradi mene, ena skupina ljudi počne, morda ne, da bi sploh vedeli drug za drugega, ker smo vsak v svojem koncu, počne nekaj, kar ima univerzalno vrednost in je egalitarno. Ste že omenili velike govorci. Super, tako je. To
To ni samo grupiranje, se pravi v smislu, ne vem, dobimo se na cesti, vsak svojo granitno kocko, pa gremo na parlament. To je patetično, če me ne vprašate. Tole, o čemer zdaj govorim, je neprimerno bolj, po eni strani je radikalno, je revolucionarno, po drugi strani je pa nekaj, kar je pravzaprav osnovno za razumevanje vsake možne človeške eksistence. In to je, da je egalitarno, se pravi, ne prenese nobenega odnosa nadrejenosti, podrejenosti. Ko ljudje razmišljajo, ni nihče nikomur nadrejen in nihče ni nikomur podrejen. Ker razmišljati ni isto kot poučevati, ukazovati, zahtevati in tako naprej. To ni isto. Ne? Za, preko razmišljanje, ni nobene intence. Tisti človek, ki razmišlja, na nek način razvija čisto misel. Razvijajo. Zakaj? Ker jo je mogoče razvijati. In če smo rekli, da je aksiom, da je človek zmožen za to, in trdim, da je, potem, ko to počne nekaj univerzalnega, kajti nikoli ne bo ta aksiom prenehal veljati. Da je človek zmožen za razmišljanje. Nikoli. Tudi če bi vsi ljudje izumrli, ne bi bilo na tem svetu razen rib, pa ne vem, žuželk, pa mravelj, nikogar več, sej mravelj so žuželke, ne? No, v glavnem, če ne bi bilo nikogar več, bi ta aksiom že zmeraj veljal. Ta aksiom je večen. Zato sem tudi napisal, mislim, da sem neki kolumni napisal, ne vem, ali danes, ali daj že pojma nimam, ali pa jutri bom objavil, ne vem. V glavnem napisal sem, da se mi zdi tudi skrajno problematično razmišljanje ljudi, ki se ukvarjajo z artificial intelligence, umetno inteligenco. In tudi ljudje pogosto pristajajo na to. Ena od najbolj paranoidnih in najbolj pogostih idej, povezanih z umetno inteligenco, je strah. Ne? Ko bo umetna inteligenca bolj razvita kot mi, ko bodo znali roboti misliti, joj, nas bodo zavojevali, zaslužili, ne vem, kaj bodo v verigi, nas bodo uklenili, tako naprej. Večje neumnosti je, še nisem slišal. Naprimer. Ko govorimo o razmišljanju. Zakaj? Zato, ker je razmišljanje je egalitarno. Nihče ne bo nikogar zaslužil. Če je egalitarno. Če bodo res znali misliti. Drugo je, če jo sam zlobni. Ali kaj bomo itak našutirali z, kaj vem, bomo že znašli kakšne bombe. Ne vem tva, s čim jih bomo. No, v glavnem bomo jih. Če bojo pa znali misliti, pa so pa samo dobrodošli imate. To je ena zadeva. Druga pa je, da je to, da ima razmišljanje univerzalne posledice. Se pravi, in to izkušnjo verjetno tudi ima vsakdo od vas. Vsaj lahko bi jo imel. Najbrž tudi ima. Namreč gre za izkušnjo, empirično izkušnjo, vsakdanjo izkušnjo, ki je, ko naredim break, ko se izvzamem iz diskurza gospodstva, ko recimo ne pristajam več na določeno obliko hlapčevanja, recimo, da sem hlapec, ali pa, to se to včasih zgodi, da se kdo znajde na kakšni gospodstveni poziciji, potem pa, ne vem, kaj se odpre, kako je že tisto vest se mu skesa se, ali ne vem, neki z vestjo se nekaj zgodi, ne? In potem nastane kakšen dokumentarc, preko teh insiderjev, ki nam od znotraj povejo, kako deluje City of London, recimo zadnjič je bil ta dokumentar, ste ga gledali. City of London, to sta dva insiderja, ki sta se pokesala, nekoč sta tam delali, sta zdaj iz prve roke povedali, se sta res, sta nam navadnim smrtnikom povedali, kako deluje londonski City. Samo preko jedro zveri je to. Večjega jedra zveri kapitalistične, kot je londonski City, po mojem sploh ni. Okay? No, bi se o tem dali pogovarjati, no pa rečem, da sta oba nekje. Okay. Pustimo zdaj detajle, ker ne bo kaj bistveno se sprejel, oba sta. Okay. Jedro pošasti, predatorske. Se pravi, se tudi to lahko zgodi. Ampak kaj je ta izkušnja? Izkušnja, da stopiš iz tega diskurza, je prvič osvobojajoča, ker ni več bremena. To je tista izkušnja, o kateri je govoril Freud zlasti proti koncu svojega življenja, ko je razmišljal o nadjazu. Ni več nobenega imperativa. Oziroma, osvobojajoča izkušnja prinese nekaj paradoksnega. Se to je zelo pomembno. Bolj ko ubogamo, slabše nam pravzaprav gre. Zakaj?
Zato, ker se nenehno nečemu odrekamo. Ker nenehno skušamo nečemu streči. Ljudje spontano vedno znova dajo sebe v oklepaj. Zdaj moram temu streči, pa unmu, pa tretj, pa sosedom, pa en komu, pa oblastni, pa šef, pa direktor, pa nekemu klincu v palcu. Sam seb ne. Jaz bom pol enkrat, pa še pol umreš. Pišu, zakaj jaz tega že prej nisem naredil. Ja, pač nisi. V tem je veliko, rekel, resničnih bremen, resničnih, empiričnih, vsakdanjih bremen, tudi če se ljudem ne zdi. Vse meni je v redu, ne vem, danes ljudje spontano delajo že po 12 ur, če se le da, če imajo sploh službo. Včasih smo se borili, da bomo z 12 prišli na 8, danes pa iz 8 spontano prihaja na 12. Danes od mladih ljudi, tisti, ki ste tukaj mladi, ko ste šli v službo, če jo še nimate, vam bodo že na prvem sestanku rekli, veste, včasih je treba podaljšati, včasih je treba nadure, tako da mi boste rekli, da je vitok. Ok, sigurno boste. Pa ne zato, ker sem jaz zloben, ampak zato, ker bo to diskurs od vas in boste rekli, klin, službico imam pa le. Ok, ta izkušnja, kateri pa zdaj govorim, je pa break. Prinese pa, pravim, po eni strani osvoboditev, občutek osvobojenosti, po drugi pa prinese spoznanje. Namreč, da, ko naredite break, naredite nekaj, kar ima univerzalni status. In veste, da bi to lahko naredil vsak človek in da bi bilo to čisto prav. Veste, nobena možna, noben filozofski razmislek o etiki ni možen, če tega ne sprejme. To ima pa veliko težo, da nekaj narediš, kar je prav. In samo iz tega lahko izpeljamo vsako mogočo etiko, ki je seveda spet univerzalna. Za vsakega človeka to velja. Ne glede na to, a spet se vrnemo nazaj, kot smo pred 1 uro začeli, bi ljudje našli milijon razlogov, da tega ne naredijo. In tudi najdejo, zato se svet nikamor ne premakne, čeprav se zdi, da zdaj nekaj napreduje. Ta izkušnja tega preloma je generična. Sama izkušnja je generična. Nekaj generira, nekaj ustvarja. Kaj ustvarja? Ustvarja to, kar je temeljni pogoj za koncept, ki smo ga že upeljali, in to je generično grupiranje. Generično grupiranje. To je zelo pomembno. Namreč posamezniki imamo pravilno težavo, ko smo sami. Ko sami nekaj počnemo, se rečemo, ja, hitro nas obup zajame, ja, ampak toliko nas je mal, ali pa saj sem sam, vsi drugi so, počnejo nekaj drugega, a ima to sploh smisel, a ni to brez veze. Zato je generično grupiranje toliko bolj pomembno. Kaj pomeni? Pomeni zavest, da tega ne počnem samo jaz, ampak da to počnejo tudi drugi ljudje. In to ljudi povezuje med seboj. In ni nujno, da se dobijo, da so empirično v istih prostorih. Ni nujno, tako so simbolne bitje. Mi smo metafizične bitje, mi smo bitje sposobne za transcendenco. Meni zadošča zavest, da to počnejo tudi drugi. In ta, rekel, izkušnja osvoboditve, če lahko rečemo, je generična, natanko v tem smislu, da to posameznik zazna, ljudje to intuitivno zaznajo, mogoče tega ne znajo artikulirati, so štele psihoanalize, filozofije, se nič hudega, ampak intuitivno to zaznajo. Zaznajo namreč, da so se spremenili. Ljudje to zaznajo, kažejo, pa ni zanimivo, kot da bil na nek način drug človek. In to tudi je res. Kot da bi se na novo rodil. Ali pa včasih ljudje tudi rečejo, kakšne romane, tam napisano, kakšne pesme, drami, filmu, ljudje rečejo, kot da bi zdaj šele prvič zares v življenju zadihal, ali pa kot da bi zdaj šele prvič zares začutil realnost, kot da sem prej živel za neko zaveso, za neko plastično bariero, onkraj katere je bil resnični svet. Take metafore ljudje uporabljajo, tega veliko. Knjižnice teh, kakor hočete naloženih, na knjigah, na nosilcih. Se pravi, človek ima izkušnjo, kot da je nekaj dejansko naredil prvič. Kot da je naredil prvič, zato ker je on tako hotel, ne zato ker je nekdo od njega pričakoval diskurs ali pa ne vem, kdo drugi, ki ga zastopa. In kot da je on to naredil zato, ker to želi narediti. Človek
v tem prepoznava, lahko prepoznava, no, sej, ne, če ne, pa ne, ampak lahko pa bi, ne, če bi vztrajal pri tem, ne, bi prepoznaval še eno univerzalnost, ki jo imenujemo v psihoanalizi in filozofiji subjekt. Človek postane subjekt, ali pa še bolj natančno, tako kot pravi Alain Badiou, postane subjekt invencije. Postane subjekt nečesa novega. Postane subjekt nečesa, kar za ostale ljudi, v tem je velika težava, za ostale ljudi, ki so še zmeraj znotraj diskurza gospodarja, nima nobene prave vrednosti. Ker oni presojajo s kriteriji, ki pač tam veljajo. Smo že prej rekli, to je vredno, ni nič vredno. To, kar je novost, ker je vsičo novost, ker ima dejansko status invencije v svetu, ljudje praviloma najprej zavrnejo, ker tega ne morejo misliti. Temu novemu ne znajo pripisati nobenega pomena. Tega ne znajo niti poimenovati. In tukaj je največja težava, zakaj to generično grupiranje tako pogosto ne uspe. Čeprav govorimo o generičnih izkušnjah, se pravi, posameznik generira nekaj novega, ustvarja nekaj novega, nekaj zares novega, ker so bojen, ker on to želi, in tako dalje, ampak drugi ljudje tega ne znajo poimenovati. Lahko seveda, da tudi nočejo, lahko tudi, da se ne upajo, ali pa da imajo 1000 razlogov, zakaj tega ne naredijo. Ampak dokler tega ne naredijo, bo ta posameznik, ta subjekt invencije, sicer lahko pri tem ustrajajo, primer Sokrat. On lahko pri tem ustrajajo. In tudi zelo verjetno je, da bo. Ker je v tej drži subjekta invencije je nekaj etičnega. Subjekt to naredi nepreračunljivo. Se pravi, ne naredi zaradi tega, ker bi to rad prodal, ker je to povezano s pravo. On je to zapustil, on je izstopil iz tega diskurza. On to naredi strogo vzeto zato, ker je to povezano z resnico, ker je to univerzalno, ker je to egalitarno in ker je preprosto prav. Temu v resnici ni mogoče ugovarjati. Nikoli ne bo mogoče dokazati, da to ni univerzalno, da tega ljudje ne zmorejo, ali pa da ne bi zmogel vsak posameznik. Nihče ne bo nikoli mogel dokazati, da to ni egalitarno, ker ni podrejeno nobeni znanji ali pa neznanji obliki gospodstvenega diskurza, ker smo ravno kar izstopili iz njega. Lahko da se bo to novo počasi svižilo, ker bodo ljudje taki in drugačni in tega ne bodo hoteli pomenjati in bodo znali pomenjati in tako naprej. In bo to ostal osamen dogodek za kakšnega zgodovinarja in to se pogosto zgodi. So velikokrat novosti, ki imajo čez nekaj časa izgubijo intenzivnost, naprimer, če so imeli najprej veliko intenzivnost in moč ne imajo, potem počasi lahko izginejo, izproti. Posameznikov je premalo teh subjektov invencije, da bi to generično grupiranje doseglo ali pa imelo večje učinke, kot jih ima. Potem se pogosto zgodi še seveda, da tisti ljudje znotraj gospodstvenih diskurzov začnejo praviloma te subjekte invencije odstranjevati, poskušajo jih uničiti. Poskušajo narediti karkoli je mogoče, da ne bi bili več to, kot so. To je mogoče najbolj tragično hlapčevsko vedenje ljudi, da so objektivno za delovanje diskurza, ki jih v bistvu spreminja v hlapce, in da kot taki poskušajo blokirati nekaj, kar ima največjo možno vrednost v življenju vsakega človeka. Egalitarnost, univerzalnost, resnica, invencija, novo oziroma biti subjekt. Drugače, če to ne gledajo, bi morali sami nekaj narediti. Tako je, zagotovo. Točno to je. In seveda, umakniti, preprečiti, blokirati in seveda najprej razglasiti, to so
neko žaljivko najti za te posameznike, ki vendarle pri tem ustrajajo. V bistvu je za obramba sebe. Seveda, in svojega hlapčevskega položaja. Da ni treba nič narediti. Oziroma, v tem je neka čudna dialektika hlapčevanja, ne? Da si prepričan, da veliko narediš, naprimer, tudi zase, takrat, ko objektivno deluješ za diskurs, ki te pohablja. In da nisi nič naredil takrat, ko si te posameznike, naprimer, to novost poskušal zavrniti, blokirati in tako naprej, ali pa da si celo naredil nekaj dobrega, da si ohranil obstoječe. Na tem je nekaj tragičnega, ker to pa se vedno znova zgodi in zgodovina to potrjuje, da je morda tudi učinek dolgotrajnega, naprimer, hlapčevanja. Se to ljudje praviloma počnejo leta dolgo, lahko tudi desetletja dolgo. Da tudi če so objektivno zmožni biti subjekt take invencije, njihova subjektivnost tega preprosto ne prenese. To je pomembno psihološko spoznanje, da taka invencija za ljudi lahko tudi subjektivno tako traumatična, da jih spravi v tako pristno stisko, da jim na neki ravni pravzaprav skoraj ne moreš učitati, da so se umaknili, da so rekli ne. Ljudje so krhka ali pa ranljiva bitja, zlahka se zlomijo, zlahka rečejo celo kaj takega, kar je na prvi pogled videti popolnoma absurdno. Recimo, ko govorimo o egalitarnosti, če pomislimo, kako je egalitarnost, kadar to začutimo na svoji koži, neprimerno bolj blagodejna za ljudi, kot pa recimo odnosi nadrejenosti in podrejenosti. Odnosi nadrejenosti in podrejenosti so v bistvu ena sama frustracija, kot sem že prej rekel, ker se moramo nenehno prilagajati. Medtem ko je egalitarnost osvobojajoča in v bistvu povečuje človekovo blagostanje. Človek se dobro počuti, ljudje so bolj mirni, živijo bolj počasno, manj stresa in tako naprej. Pa vendar to zavračajo. Prosim. Sam v družini, ko si starš, pa ti je malo drugačno. Kaj je drugače pa? Kako je drugače? Dajte en primer. Ja, si odgovoren za nemočne bitje, recimo. Kakor da si. Ampak kakšno zvezo pa ima to z odnosi nadrejenosti? Da ne moreš biti z njim v enakovredni odnos. Vidite, to je pa veliko vprašanje. Če uporabljita izraz enako vredno. Ok. Dajte resno poskušati razmisliti o besedi vredno. O tem smo danes govorili. Imate pred sabo dojenčka, lastnega otroka. A ste res prepričani, da želite razmišljati, kdo je več vreden? Vi ste rekli, mi sva enako vreden. Pomeni, da je nekdo več. A ja? A je res? Če dobro razmislite. Ne more dojenček zame skrbeti. To nima veze s tem. Govorimo o tem, kaj je vredno. To je vaše... Ne, a veste, to je dober primer, ki ste ga dali. A veste, zakaj je dober? Tako je. Tukaj se to je to, kar sem prej govoril. Sofisticiranost, neverjetna prefinjenost delovanja diskurza gospodstva. Seveda se vam spontano zdi in še od nas ni idiot, da se ne bi s tem strinjal, vi ste odrasla oseba, vi ste dojenček je nemočen in tako naprej. Fajn! Pa to nima zveze z gospodstvom. To, da vi skrbite za njega, da ga previjate, da ga dojite, da ga, date zvečer spat. To je nobene zveze z gospodstvom. In ni nobene potrebe, da, tukaj se ljudje spontano jamajo. To je tisto najtežje, da se vam nenadoma zazdi, da je na nek način čisto prav. Jaz sem pred časom 2 knjigi napisal o tem. Sicer ne glih o tem, ampak če to izpeljemo do konca, in v tem je catch, da znamo misliti. Najprej se zdi, da to ni nič tasga. Mi smo starši,
bla, 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 bla. No, potem pa ta dojenček, muci, a ne, vendar je malo odrastel. Pa opazujmo isto osebo, čisto na začetku in se nam bo zdelo, nič takega, ja, mama skrbi za otroka, fajn, super. Pa poglejmo čez 1 leto, pa čez 2, pa čez 5, pa pol, ko bo to dete v adolescenci. In bomo videli, kako počas grabi diskurs gospostva. Kako bo ta mama, da govorimo o fiktivni mami, da no, jaz porazumem, ne govorimo o vas, jaz ne poznam, pojma nimam, to ste vi. Kako bo ta mama počasi se začela gospostveno obnašati, pa bo sveto prepričana, da je vse v redu. Ko bo otrok recimo v fazi, kaj se tistega zakaj, ko sprašuje otrok, ne? Mami, zakaj? In bo ta mama dvakrat odgovorila, pa trikrat odgovorila, pa četrtkrat, pa bo pa v nekem trenutku rekla, da je tam pa dost, da pa nehi s tem zakaj. In potem reče Ruta, pa ne, da bi bil zloben, saj nisem, ne želim biti zloben. Vidite, tukaj je zagrabil diskurs gospostva. Mama, popolnoma razumem, jaz sem psiholog. Je utrujena, je zmatrana, je unem, popolnoma razumem, pa vendar diskurs deluje. Jasno sporočilo je dala otroku tipot. In spet, zaradi tega se nihče ne bo kaj dosti vznemiril, to se dogaja vsaj na koncih sveta, da se nam ponovil, s tem smo danes začeli. In potem bla, 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 pri 14, pa pri 15, se bojo dogajale že bolj dramatične zadeve. Zdaj namenoma pač vlečem eno nitko, da bo jasna zgodba. Pri 42, kot se je zdaj zgodilo par dni nazaj, bo pa mogoče ta otrok zaklal lastno mamo, 2 dni nazaj jo je. Smo slišali po televiziji. Pa nočem zdaj biti rokohitrsko spreten, češ to vedno nujno sledi. Ne, govorim samo o tem. Skušam ponazoriti, izpeljal sem, kako prefinjeno te stvari delujejo, kako dolgo časa ne opazite, da je karkoli problematičnega. In v tej državi že nekaj mesecev, pa mogoče še več, armada strokovnjakov, o tem sem tudi že govoril, pedagogov, učiteljev in tako naprej, resno pogovarja o tem, a ne bi mogoče spet otroke začeli malo tepsti. Sicer ne preveč, samo malo. Ne vem, če vi to sledite, jaz pa sledim. In kako v absurdne, bizarne vode zapeljejo razmišljanja, ko se na neki točki strokovnjaki začnejo spraševati, to spremljate, se me lahko takoj popravite. A je vse eno, če udarijo otroka mama, materina roka, pa po knjigo samo te, materina roka, a očetova, a to kaj drugač. In se pa tudi sprašujejo, kaj je zdaj boljš? Da mama, a ima to večje posli, a ima manjše, a kakšne, a pa očetova? Ali pa naprej, ok, če že moramo kaj udariti, po kje? Kje udarite otroka, če ga hočete udariti? A ga udarite po glavi raj ne bi. In potem pridete od tistega famoznega, po mehkih delih telesa. Kaj pa to? Dobro, se malo uporabite domišljenje. Ampak to so resne stvari, zdaj jemljem materiali iz okolja, v katerem živimo, lepo vas prosim, ene besede se nisem izmislil. In če ima pomen razmišljanje, o katerem danes govorim, kot egalitarno, potem ga ima natanko v tem, da se človek, ki razmišlja, ne pusti, ampak o tem sem govoril 1,5 ure, zdaj se lahko sam ponovim, nikoli, na nobeni točki, okrog prinesčeš, saj se razumeva, imate prav, itak, da ne. Če sem jaz razmišljajoče bitje, potem naredim recimo kaj takega, kar sem zdajle, pa sem samo vzel v eno vašo besedo, ki ste jo uporabili pred množico ljudi. Tukaj, mi dva nisva enako vredna. Razmislite, kaj ste rekli. In ta stavek, pa je samo eden, je povezan še z množico stavkov, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljate in se vam zdi, kaj pa je v tem problematičnega, in jaz pravim vse. Ker je vpeto v diskurs, ki se ga sploh ne zavedate. Če bi bil zelo strog, bi lahko rekel,
pa nočem biti žaljiv, ne, upam, da ne boste mi zamerili, ne. Vse v resnici niste vedeli, kaj ste sploh rekli, ker ne poznate ozadja, na katerem se vam zdi, da je vaša izjava čisto redu. Lahko jaz samo rečem. Prej sem se spomnil, samo sem bil jaz majhen, pa so bili na vas. In me je šlo, kar veš vse, sem zdaj se vam več. In recimo so bile 3 gospe in sem to doma z eno tako, pa sem bil star 4-5 let, pa 6, pa 7, pa je šlo toliko jetra, 3-glavska gospa, velska gospa, s kakšno straho spoštovanjem, 3-glavska, pa Šimunkova gospa. Ma takrat jaz sem bil to in to sem videl, imajo pa v Ljubljani meščansko hišo, pazi to, recimo. In to je to meni kot otroč duši sploh in sem skozi to negiral in to lih, torej me je šlo zelo, zelo najeta. In sploh nisem sprejel tega. In tudi se tako nisem obnašal. Jaz moram ponoviti še enkrat. No, da se pa še reč, no. Ne, vse. Jaz moram ponoviti V svoji zabitosti, ne. Nihče me ne bo mogel nikoli od tega odpraviti. Namreč, če resno vzamemo, da je vsak človek, seveda boste rekli, ja, dojenček pa že ne. Ne, rekel sem vsak človek je zmožen misliti. Jasno, da dojenček na neki manjšem obsegu, bla, se največ ni treba to ponavljati, ne, kot pa odrasel človek ali pa kaj se pol, ko imaš, ne vem, kakšno izobrazbo. To je jasno, to je goes without saying, ne, to jasno. Vsak človek je zmožen misliti. In egalitarnost misli pomeni, če sploh kaj pomeni, če to ne zdrži, kar bom zdaj povedal, pa je tako brez veze, pa je vse brez veze, pa je tem bolje, da se pač vrnemo nazaj v svoje diskurze gospodstva, da zavzamem pozicije, ki jih že imamo in pač rečem, bolje ne bo nikoli, tako pač je, pač probamo preživeti. Jaz zagovarjam nekaj drugega. Namreč, če je razmišljanje egalitarno, potem mora imeti egalitarne učinke. Mora jih imeti. Če smo vsi vselej vpeti v diskurze in smo, ker ne moramo izstopati iz njih, potem mora imeti učinke na diskurze, zdravi, razmišljanje enega človeka mora imeti empirične učinke, ki se poznajo na drugem človeku. Ne more biti drugače. Ok? Zdaj pa, ampak to bi bilo spet za kakšno drugo temo, a ne, sej lahko bi se, če bomo še imeli. Ja. Zdaj pa bomo še to rekomentirati. Če bi gledali, recimo, učinke, ko govorim o učinkih, govorjenje sproža učinke. Učinki se poznajo pri drugem človeku, zdaj pa to dela razvojni psihologiji. To se lahko povedal. Učinki. Ena izjava, ki jo recimo vzamemo mamo in otroka, dojenčka, enoletnega otroka, 2, 3, ni važno, so kar hoče. Ena izjava in, naprimer, pri otroku spremljate, merite različne parametre stresa. To se da zameriti, vse se da, elektromagnetne valove bomo meriti, elektronormalne refleksije, vse bomo merite. Ni problem, da za dojenčka to ni nič hudega in opazujete, kako materine izjave, različne izjave, vplivajo na tega otroka. Kakšno stopnjo stresa bo recimo povzročajo, če mati reče isti stavek, na tak način, na ta način ali pa na tretji način. Empirično vam dokažem v minuti, katere so tiste izjave, ali pa kako morajo biti izrečene, da pri otroku sprožajo stres, naprimer, ali pa stisko, in vas vprašam, ali je bilo res treba. In seveda, ravno tako vam hrbtno dokažem, da drug način, gre za isto izjavo, pri otroku sproža to, kar imenujemo well-being. Isti stavek nekoga frustrira, na drugačen način izrečen isti stavek ga pa pomirja. In spet vprašam, a je treba bilo uporabiti unga prvega? In me sploh ne zanima,
koliko razlogov znotraj diskurza gospodstva lahko najdete, da je bilo treba, da ni bilo drugače, da vi ste zmatrani in ste utrujeni. Me sploh ne zanima, ker trdim, ni bilo treba. Jaz vas čisto razumem, da ste to naredili, ker ste imeli 1000 razlogov. Saj ste se več drugega kot rekel kot to, ni bilo treba. Lahko bi bilo tudi drugače. In če ima ideja egalitarnosti sploh kakšen smisel, potem ima takega. Če sploh verjamemo, da je mogoče, ne vem, spreminjati svet, samega sebe, narediti nekaj dobrega, nekaj lepega, nekaj resničnega in tako naprej. Če v to verjamemo, in jaz trdim, da nujno vsak človek je zmožen za kaj takega. Jaz ne trdim, da vsak človek vedno to dela. Jaz trdim samo, da je zmožen. Potem vsakič, ko počnemo kaj takega, se pravi, mislimo, sprožamo učinke, ki so dobri. V to smo lahko prepričani. Ne treba več sprašovati druge, je bilo res, kako si to doživel. Učinki so objektivno dobri. Kaj pa ta učink, kaj ta ven vrže s tisto s frustracijo, cel 1000 razlogov, pa to ven vrže je pa za tistega dobro, v bistvu se počuti dobro, v bistvu. Lahko da se v tistem trenutku počuti dobro, no? Lahko. Ampak sama ta... Potem je pa negativno zastavljeno. Ampak moramo nekaj... To ne bo nikamor ga pripeljalo, ker naslednjič bo spet isto naredil, pa naslednjič bo spet isto naredil, ker misliti pomeni tudi, da človek, kot se reče v vsakdanjem žargonu, stvari razčiščuje, kot se reče, sproti. Razčiščuje, analizira, se pogovarja in tako dalje. In s tem pridemo do zelo preprostega empiričnega spoznanja, da se ljudje v vsakdanjem življenju veliko premalo pogovarjajo. Veliko premalo, bistveno premalo. In da so taki dogodki, kot ko je tale možakar mama zaplova, ali kaj je že naredil, vsaj na določeni meri, ker nekaj ne poznam, jaz ne vem, kako je pri njih doma, pa kako je bilo 42 let, kaj vem, ampak trdim, kljub temu, da tega ne vem, da vsaj v določeni meri je to povezano natanko s tem, kar sem zdaj povedal. Ja. Ker če nima egalitarnost pozitivnih učinkov na ljudi, če ni nekaj dobrega, in jaz trdim, da je, potem nam ni rešitve. Pa se bomo klali še naprej, pa pobijali, frustrirali in tako naprej, in bomo še naprej lahko prepričani, da vse itak je od nekdaj že tako, samo v tem primeru, pol naslednjič tukaj ne bi smeli biti čisto benga, ne bi smeli do benga, ker bi moral vsak pri sebi reči, ja, saj logično, če to nima nobenega učinka, če je to brez veze, itak smo pa vedeli, da bo tako, ker je filozofija tako pa tako nakladanje, se to že nekdaj vemo, ampak nas je Rutar zapeljeval svojih ne vem koliko let, da smo mu nasedli, ampak zdaj pa nič, smo pa odprli oči, zdaj pa se ne prikažemo več in naslednjič, ko sem prišel, bom tle pa Luka bo, naprimer, ker mora biti, ker je tle zaposlen. Ampak to je povezano s tem, kar ste vi rekli, ker ste rabili pol ure. To se pravi, če vas prav razumem, se vidno šele septembra. Zdaj ste zviti, naslednjič na nobenega, to sem zdaj povedal, ker to logično sledi izove. Ampak ne, ker če naslednjič potem tudi, zakaj bi se v septembra premislili? Ker pa sledi, ker ste na počitnice in rečete... Že lani ni bilo septembra, oktobra. No, septembra je tako polnija. Ja, oktobra. Ne, ker ni logike, Ni logike, ker če filozofija nima nobenega smisla in če je samo zapravljanje časa, potem morate imeti sami sebe vsaj toliko radi, da rečete, tega pa že ne mislim več početi. Ne, zakaj vas ne bo? Mi bomo tukaj oktobra. A zakaj? Ja. In še eno vprašanje, kaj vam šteje? Če vam ta množica ljudi ne šteje, kaj vam v življenju je tisto, kar vam šteje? Jaz mislim, da je zelo dobrega dela naredil. Jaz sem vam za to vprašanje hvaležen. A veste zakaj? Zato, ker sem želel, ko sem to povedal ob 7, da bi nekdo rekel kaj takega. Ker,
če na moje začetno trditev danes ne bi bilo nobenega odziva, recimo, da vi ne bi nič rekli, ne? In da bi vsi samo razmišljali, ne bi pa nič rekli, kot ste vi rekli, okay? Potem ni bilo vredno, da smo bili tukaj eno samo minuto. To se pa strinja z vami. Jaz bi pa že prej rekel, sam To sem se bil pa res. čital. Ja. Nisem slišal. Ja, itak. Ne, sem slišal. Okay, no, ja. Sem še vedno Če te izjave vaše ne bi bilo, me pa res ne bi bilo. Ja, očitno nas je preveč v tem diskurzu v minusu, ne? Da smo tiho. In to sem hotel preveriti, zdaj, če sem čist pošten. To sem hotel preveriti. Smo izstopali, ne? Ker če se nihče ne bi odzval, bi to pomenilo, da je bilo tole brez veze. Za manj, za ston, čist brez veze je bilo. Zapravljali smo čas vsa ta leta in kaj bi bil edina interpretacija, kaj smo počeli, bi bila, temu reče, ta izraz sicer je tako grobo zveni, ampak je pa dober na nek način. Vulgaren je, ne? Pa ga naj nam uporabil. Okay. No, temu se reče mindfucking. Po domači bi rekel, drugega smo vlekli za nos. Vsa ta leta se sprenevedali in to kar pomeni, da smo bili nemoralni in nevredni lastnega početja. Sami sebi bi se morali gnusati, no, če mene vprašate. Dušan, Prosim. kaj pa če bi drugačno interpretirali? Kako? Kaj pa če je 6 let, ki je potekel? A toliko je še 6? In če razmišljamo o generičnem grupiranju, kaj pa če je bil to boj proti lastni imunizaciji? Če pogledamo 20 let nazaj, si noben ne bi mislil, da bo recimo v ameriškem senatu in kongresu ali v evropskih državah bilo možna razprava o tem, da pridemo do določenih pomembnih podatkov, treba mučati ljudi. 20 let nazaj, ne govorim 25 let, govorim 20 let nazaj, to ni bilo mogo. Ni bilo sploh možno misliti v diskurzu, o katerem si danes govoril, torej gospodstvo. Tudi v gospodstvenem diskurzu tega ni bilo možno misliti. 20 let, torej v sodobnem času, resno razmišljamo o različnih načinih mučenja, kako priti torej, do tako imenovanih pomembnih podatkov. Kaj če je generično grupiranje možna potencialnost boja proti tej imunizaciji in če bi to bilo, bi lahko rekel, da tudi če se noben ne bi danes javil, bi bilo nujno to nadaljevati kot boj proti naši lastni imunizaciji. Torej vsak podstane ne? Ali pa na določenem kraju v mestu, kot je recimo tudi tam. Tako da v bistvu sem te zajebil, v bistvu boš mogel. Ja, jaz se s tem popolnoma strinjam, jaz sem tu dovolj star, da pa tudi vi ste, da se dobro spomnim, kako se nam je zdelo, spontano se nam je zdelo. V socializmu, ki to ni bil, no, tako se imenoval, vse. Kako se nam je zdelo samo po sebi umevno. Ja, se strinjam, ni bilo veliko razmišljanja in tako naprej. V tistem režimu je bilo to seveda še dodatno problematično, ampak zdaj hočem izluščiti eno samo spontano izkušnjo, namreč, da bi bila določena oblika vedenja popolnoma nesprejemljiva, medtem ko je danes nekaj tako rekoč vsakdanjega. O kateri izkušnji govorim? Govorim o izkušnji, ki jo pravim, verjetno ima tudi marsikdo od vas. Ko smo bili učenci, jaz sem o tem velikrat kasneje razmišljal, ampak ko smo bili dijaki, jaz se spomnim in ta izkušnja, ta spomin na to izkušnjo je bil zame a revelation. To je bilo zame odkritje izjemno pomembno in dolgoročne posledice name, ko sem ugotovil,
kako meni v času, ko sem bil učenec ali pa dijak, niti na misel ni prišlo, da bi jaz svojemu učitelju, ne vem, ugovarjal, ali pa da bi mu se postavljal, kaj s tem, tisto delinkventno, češ, kaj boš ti meni in tako dalje. Hočem izluščati samo en del te izkušnje. Ja, po drugi strani seveda morali smo biti tiho, gospodstvo, se strinjam. Ampak po eni strani, zame je bilo to pomembno, jaz sem jih spoštoval. Seveda so bili med njimi tudi problematični, sporni in taki in drugačni. Zdaj ne govorim o tem. Govorim o eni precizni izkušnji spoštovanja. Medtem, ko se danes velikokrat zgodi, da recimo nekdo pošlje nekoga, recimo dijak pošlje nekoga, češ starek, kako ti sploh ne delaš? Kako so se določene moralne norme tako spremenile, da se danes zdi, kot da je spet samo po sebi umevno, da se obnašamo na določen način, čeprav bi se 20, 30 let ali več nazaj sramovali, mi sami bi se istega sramovali takrat. Danes se nam pa zdi, ja, itak, vse kaj je to takega. Kaj se, če greš mimo enega kioska in vidiš, ne vem, porne revije, ki so tam teče nastavljene, pač to tako je, ali pa se ti celo zdi, da ima to kakšno zvezo s spolnim osvobajanjem, ali pa danes smo ljudje, pa nismo. V resnici smo mnogo bolj zatrti in niti ne vemo, kako zelo smo zatrti. Tako da to, kar si ti zdaj rekel, je po eni drugi temi še razmišljal, se tudi pišem, da sem ene knjige tudi dobil iz Londona, ki so prav raziskave na to narejene, pa ena ameriška je tudi. Namreč, kako izjemno učinkoviti mehanizmi delujejo, da tako veliko ljudi spontano, avtentično, s polno zavestjo zanika, naprimer podnebne spremembe. Kako ogromno ljudi obstaja, ki so se z vami pripravili, me se to vedno znova dožilo na predavanjih. Sem že prav postal tako malo provociran, včasih malo provociran, zato ker hočem to testirati. Pa navržem tako kakšno temo ali pa kakšen podatek, climate change. Sam čekiram, kdaj se bo kdo oglasil. To pa že je, to je bila zarota, to in tako naprej. Climate change je dobra tema danes za preizkus tega, o čemer tukaj govorimo. Kako v resnici neumni smo pripravljeni biti. Kako smo pripravljeni zanikati najbolj elementarna spoznanja, ki jih imamo. Vsakdo jih ima. Vsakdo je šel skozi osnovno šolo in srednjo šolo in je poslušal vsaj par let fiziko, pa vsaj par let kemijo. Ga ni, ki tega ni poslušal. In obstaja množica ljudi, ki je pripravljena na videz sveda. Resno trditi, da se znanstveniki motijo, da CO2 ni in da nima takih učinkov in tako naprej. Čeprav imajo hkrati znanje, vejo, kaj je CO2, vejo, kaj je ogljik, vejo, kaj je kisik, vejo, kaj pomeni kurt nafto, kaj pomeni premog in tako naprej. Pred nosom so nam zgradili tiste 6. blok tamle, kjer se kuri premog. In mi tisto, ja, vse prav, ne? Ne, ni. In to je velikanska preizkušnja naše neumnosti danes, neumnosti celotnega človeštva. Climate change. Ena ključnih tem zdaj. Pa sploh ne mislim govoriti o kakšnih zapletenih znanstvenih postopkih ali pa metodah ali pa načinih merjanja ali pa ne vem, v kakšnih projektih, recimo kot je Jason 3 ali pa kaj takega, itak večina ljudi pojma nima, kaj to sploh je. Govorim o elementarnem osnovnošolskem znanju iz fizike in kemije, ki je v bistvu hrbtna plat tega, česar se je vsakdo učil, ko so nas poučevali o fotosintezi. O tem govorim. Govorim o neki elementarni obliki nevednosti, ki je tako gigantska, da je realno možno, da celotno človeštvo propade in izumre. Ne da bi večina ljudi sploh kdaj pogruntala, zakaj se nam to dogaja. To je realna možnost. Pa ni treba upeljevati velikih konceptov, kot smo jih danes, generičnost, grupiranje, subjekt invencije, egalitarnost in tako naprej. Govorimo o osnovnošolskem znanju, ki ga ima vsakdo in ga ne uporablja. Ne samo, da ga ne uporablja,
torej veliko ljudi, se ne trdim, da vsi, poznam celo vrsto ljudi, ki so visoko izobraženi, fakultetno izobraženi, s katerimi se, ampak tudi čist zmeram zapletam jaz nimam tih problemov. Veste, površina Atlantskega oceana, majčkeno južno od Grenlandije, ima zdaj 24 stopinj Celzija. Ni treba imeti ne vem kakšnega znanja, to so gigantske količine energije, ki se akumulirajo v oceanu in vetrovi z velikanskimi hitrostmi, ki povzročajo 12-metrske valove, to ogromno količino tople vode nesejo na tanko proti Arktičnemu oceanu, pa Grenlandiji. In segrevajo te ledenike od spodaj. Ampak čist zmeraj. Meni že pravzaprav to prav zabava, čeprav je tragično. Točno vem, kdo se bo oglasil, da to pa že ne more biti res. Ali pa to pa že ne drži. A veste, danes ogromno ljudi, če natančno premislite, živi svoje vsakdanje življenja z neko dejansko groteskno obliko verjeti, verovanj oziroma prepričanj, ki temeljijo na nečem, s čimer se bo sedeli vsi strinjali in se vam bo zdelo, vse to je pa res. Če bi vas zdaj vprašal, kaj mislite, koliko je temperatura zraka v tem prostoru? Bi verjetno vsakdo rekel, ali ne vem natančno, ali bi pa rekel, vzem termometer, pa zmer, naprimer. A bi? Bi. Seveda bi, ker je to logično. In ko bi zmeril temperaturo, ta termometer, zato pa je termometer, ker meri, bi nekdo odčital in bi bilo, ne vem, v tem prostoru, kao, 22 stopinj Celzija. Ali bi kdo rekel, ne verjamem? Če ima vsaj toliko zdrave pameti, ne bi rekel. Sam pol ne bi rekel, ne verjamem, ampak bi rekel, nekaj sem slišal o znanosti, eksperimenti je treba preverjati in tako naprej, ja, lahko da je pokvarjen, ne bi rekel, ne verjamem, da je toliko. Ja, in bi rekel, dajmo še enega, pa zaradi mene še 15. pa pol se v statistične metode lahko uporabo, pa bomo povprečje zračunali. To bi rekel, če že bi kaj rekel. Neumno, skrajno neumno pa je trditi ne verjamem. Ker to ni nekaj, kar je iz registra verjeti ali ne. Za Boga, temperatura zraka je iz registra vedeti. Mi vemo, kakšna je temperatura zraka. Mi nič ne verjamemo. Ne morate reči, ne vem, učitelj nas vpraša, no Janezek, koliko je 3x3? Ja, učiteljica, jaz verjamem, da je 9. To se že sliši butasto. Ne verjamete, da je 9, zakaj ne? Zato, ker veste. Ali pa ne, seveda. Ampak ni pa to iz registra verjamem, ne verjamem, za Boga. Jaz bi sam dodal k temu, danes je vraževerja več kot v srednjem veku. Ampak ljudje tako reagirajo, veste, na vednosti odgovarjajo z verjetno. Saj to je. Ampak to so elementarne stvari. To so elementarne stvari. Če ne vemo niti, kaj pomeni verjeti in kaj pomeni vedeti, ja, pol nam ni pomoči, s tem, da ima vsak človek za sabo vsaj 13 let šolanja. Ja, povprečna izobrazba je srednja šola v Sloveniji. 13 let šolanja za sabo, pa take. Ampak ni naključje to, veste, diskurs gospodarja to omogoči, seveda deluje. Se tudi šola je samo oblika diskurza gospodarja. Kaj je zdaj to, kar dajem Karmelita Koroče? Hvala lepo.